Dober dan in lepo pozdravljeni na portalu Info 360. Sem Suzana Kos, z menoj v studiu pa predstavnika Računskega sodišča in protikorupcijske komisije. Z protikorupcijske komisije je z nami predsednik gospod Robert Šumi in namestnik predsednice Računskega sodišča Aleksej Šinigoj. Pozdravljena in hvala, ker ste se odzvali našemu vabilu. Pozdravljeni. Bi začeli morda, obe ustanovi imate, zakaj sem vaju povabila, obe ustanovi imate v delu nekaj tem, ki bodo, po mojem mnenju, povišale temperaturo v politiki v prihodnjih mesecih, ko boste pač končali svoje delo. Morda tudi povzročile kakšne spremembe na vrhu Gibanja Svoboda, odvisno, kaj boste ugotovili v dveh primerih, ki jih imate v zvezi z gospodom Robertom Golobom. Ampak, gospod Šinigoj, bi začela najprej z vami. Na Računskem sodišču imate dve zadevi odprti, dve reviziji političnega kadrovanja v gospodarskih družbah, kjer je država lastnica oziroma solastnica. Zakaj ste se odločili za te reviziji? Znano je, da v marsikaterem primeru so v bistvu javni razpisi tako za nadzornike, kot tudi za člane uprav, predsednike uprav, pravzaprav farsa in gola formalnost, ker se pač vse že dogovori na ravni politike že prej. Več razlogov je. Zagotovo spremljamo dogajanje na tem področju in iz medijskih objav in iz tudi pobud, ki jih dobivamo na Računsko sodišče, ampak predvsem pa izhajamo iz naših preteklih ugotovitev, ki smo jih že v določenih, do katerih smo že prišli v določenih revizijah. Tukaj želim predvsem izpostaviti, da smo v bistvu imenovanje članov nadzornih svetov družb pri SDH-ju že preverjali v eni reviziji, ki smo izvajali pred nekaj leti, kot eden od delov revizije takrat. In pogrešali večjo transparentnost. Pogrešali predvsem, da bi bili postopki enotno urejeni in tako naprej. Veliko manjkalo je predvsem tega, da bi postopki bili urejeni. Potem se je veliko uredilo, bom rekel, na SDH-ju že med revizijo, pa tudi kot ukrepi po reviziji in sprejem internih aktov, vzpostavitev baze kandidatov in tako naprej. Zdaj bi nas pa zanimalo, kaj pa se zdaj dejansko v resnici dogaja. To je en vidik SDH-ja, druga revizija pa namenjena pač kadrovanjem vlade za tiste gospodarske družbe, ki so v upravljanju, niso v upravljanju SDH-ja, ampak vlade. Mi tukaj res izhajamo iz preteklih revizij, ne samo tistih, kjer smo se direktno s tem ukvarjali, ampak recimo lahko izpostavim revizijo družbe Telekom, ki smo jo pred približno letom dni izdali revizijsko poročilo. Tam se nismo direktno s tem ukvarjali, gledali smo zelo različna področja poslovanja, ampak kar se je odražalo na vseh teh področjih je bilo to, da ni bilo ene dolgoročnosti, ene enotnosti, ene strateškosti poslovanja v družbi. In potem smo se spraševali, ko v 4 letih, na katero se je nanašala revizija, zamenjamo 3 nadzorne svete in 3 uprave, kaj potem to lahko pomeni z vidika neke dolgoročnosti, stabilnosti poslovanja družbe, ko vsaka uprava... To pomeni lahko samo slabo, ne, za družbo, ki je pač v lasti državljanov. Tako. Ampak, če vas jaz razumem prav, se boste vi ukvarjali spet samo s formalizmi, ker recimo omenili ste Telekom, za Telekom se je vedelo, tudi za Telekom, tako kot za SDH, pa še za marsikatero drugo državno družbo, se je vedelo že mesece vnaprej, še preden je bil pravzaprav nadzorni svet Telekoma imenovan, kdo bo postal predsednik uprave Telekoma. Mi bomo težko rekli, da je zdaj neko kadrovanje politično. Ne? Bomo pa poskušali pokazati, kako se ta kadrovanja dejansko v teh družbah dogajajo, z vidika časovnega vidika, z vidika postopkov, z vidika načina izbora kandidatov. Tako da bomo poskušali to pokazati širše, ker dejansko neka dva glavna vidika mi zasledujemo, ko želimo to revizijo pripeljati do nekih, bom rekel, čim boljših zaključkov. Eno je to, da cilj teh kadrovanj mora biti imenovanje najbolj strokovnih, najbolj usposobljenih kandidatov. To je prvo, ker nadzorniki potem imenujejo uprave. Uprave so pa tiste, ki vodijo te družbe. In uprave so tiste, ki ključno vplivajo na poslovanje teh družb, na vse bistvene odločitve. Drugo, kar je pa to, da je treba tudi v državnih družbah zagotoviti neko kontinuiteto delovanja. Ne, da se po vsaki menjavi oblasti potem zamenjajo po neki verigi navzdol. Kako bi to lahko zagotovili? Se pravim, z imenovanjem kompetentnih kandidatov, ki ne zahtevajo, ki niso nujno politično, se pravim, ne bomo se ukvarjali s političnim imenovanjem, ampak ki so resnično imenovani zato, ker so najboljši in ker bodo to firmo lahko na dolgi rok najboljše vodili.
in nadzirali. Oba bi vaju prosila za vajno osebno mnenje, ker verjetno ne morate v imenu institucije govoriti o tem. Recimo SDH. SDH ima možnost oziroma uprava naj bi bila 3-članska, že vse od začetka te vlade je uprava 2-članska, ker si predsednik uprave Žiga Debeljak ne želi dobiti še 3. človeka v upravo, ker si s tem zagotavlja večjo moč, njegov glas je močan za 2. Ali se vam zdi to prav? Gospod Šumi. Jaz težko komentiram to odločitev 2- ali 3-članske uprave. Nam je tudi vodilo profesionalnost oziroma transparentnost vseh kadrovskih odločitev, ki jih bodi si SDH vlada ali pa karkoli je povezano z državnimi družbami, pač se izvaja oziroma izvajajo. Dejstvo je, da se ne slepimo, da v bistvu ena ali druga vlada bo vedno gledala politične preference, ampak ne glede na to, mi želimo, da se pač v spredje postavi strokovnost, kompetence, integriteta, odgovornost in preko tega potem tudi nekako bolj mirno lahko bi spremljali vse skupaj upravljanje državnih družb in tudi mi imamo v delu kar nekaj primerov pač povezanih z gospodarskimi družbami državni lasti, tudi povezanih s kadrovanjem. In nazadnje to je očitno nekaj, kar sega že globoko preteklost, pa še ni uspelo nobeni vladi preseči. Zato tudi mi v sodelovanju z Združenjem nadzornikov stalno opozarjamo in še ponovno bomo tudi letos to naredili, da je potrebno v ospredje postaviti kompetence, strokovnost in šele potem politično pripadnost, ne obratno. Prebrala sem letni poročili obeh ustanov, iz katerih prihajate, in v obeh je zaznati, bi rekla tako, neko naivnost, pa tudi razočaranje. Gospod Šumi, pri vas, zdaj ta teden ste tudi predali letno poročilo tudi predsednici Republike. Iz tega letnega poročila je, vidite, med drugim tudi neko ugotovitev, resignirano morda se motim, da se vlada ni odzvala na vaša priporočila povezana s transparentnostjo izbirnih postopkov pri predlaganju oziroma imenovanju članov nadzornih svetov v družbah, v katerih vlada izvršuje pač pravice kot delničarka oziroma družbenica. Ja, ena od pač poti oziroma načinov delovanja komisije so izdajanje priporočil. Ko ugotovimo, da je treba nekaj spremeniti na bolje oziroma da bi bilo skladno tudi z poslanstvom, se pravi upravljanje državnih družb in tako dalje. In ko mi pač oddamo priporočila, upravičeno pričakujemo nek odziv na nje. Zdaj seveda ni zakonsko predpisano, zato smo tudi predlagali eno od sprememb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, da se določi obvezen odziv na priporočila. Ni nujno, da je pač vse sprejeto, ampak mora biti argumentirano, obrazloženo, zakaj. Je resigniranost iz vašega letnega poročila. Naj dodam še to, da ko sem prebirala, kaj ste v bistvu o njem zapisali, ste med drugim tudi povedali, da ste dali priporočila v zvezi z službenimi potmi, in tudi na to ni bilo nobenega odziva. Javna tajna je, da tudi kakšen od ministrov svoje intimne prijateljice vodi sabo po svetu, so v delegaciji, čeprav njihova navzočnost ni nujna. Ja, mi smo odreagirali, pričakovali bi pač vsaj odziv, zdaj zagotovo je že korak naprej, da se pač v javnosti spregovori, kako je bilo v preteklosti in da to ni v redu, da je treba spremeniti, ampak v prvi vrsti je vlada tista, ki mora s svojim zgledom navzdol potem preko ministrstva do drugih javnih uslužbencev pokazati, kako se pač s takimi stvarmi dela. Zdaj mi smo za voljo tega, da bo javnost bolj obveščena, vzpostavili tudi javno evidenco. Lahko si pač pogledate na naši spletni strani, katero priporočilo je izdano, ali je bil odziv oziroma kakšen je bil. To smo vključili tudi v letna poročila, ker enostavno, jaz lahko govorim od 2020 naprej. V začetku je bila popolna ignoranca, tudi niso se niti odzivali. Zdaj dobimo odziv, ne vedno, ampak ni pa vedno pač pozitiven. Torej, majhen korak naprej, simboličen, zato ni razlogov za zadovoljstvo. Institucija je bez razlogov ustanovljena pred 20 leti, pač da skrbi za te standarde, ki preprečujejo anomalije. Obe ustanovi sta bili soočeni za časa Golobove vlade z eksplicitnim
minimiziranjem vaših presoj. Govorimo o nakupu teh računalnikov strani nekdanje ministrice za digitalizacijo, nakupu Litijske, stavbe na Litijski in tudi nagrade Svetlane Makarovič. Kaj v bistvu lahko storite? Ne? Zdaj, vi pozivate kaj, da ne državljani in novinari hodimo na vaše spletne strani. Mislim, verjetno bi pričakovali tudi več glasnosti od vas, obeh. Ali se bojite, recimo gospod Šinigoj, vi se zdaj pogovarjate o znesku, ki vam bo pripadal, pa se mogoče bojite, da ne bi bili znova kaznovani, kot ste že bili? Dobro, zdaj smo dve stvari skombinirali skupaj. Najprej prva stvar, odzivi politike na naše ugotovitve bodo vedno taki, kot so. To je del politične agende ene in druge strani, ki pač naše ugotovitve uporablja na tak ali drugačen način. Mi se s temi odzivi ne obremenjujemo in te odzivi v nobenem primeru, če poskušam povezati s tem, kar ste omenila, ne vplivajo na to, kako mi delujemo in kakšne so naše presoje. Treba se zavedati, da je naša naloga, da temeljito, strokovno, analitično proučimo vse, damo naše ugotovitve, objavimo, jih zagovarjamo tudi v parlamentu, povsod, kamor je potreba. Na kakšen način se potem politika odziva, s tem se mi ne obremenjujemo. Ampak treba je tukaj vedeti, da za temi našimi ugotovitvami, tudi če jih poskuša potem kdo minimizirati ali mogoče kdo z druge strani pa kaj spreminjati ali drugače jih razumeti, treba je razumeti, da za temi ugotovitvami stoji naš postopek. Tudi zato so naše revizije včasih dolge ali mogoče predolge, ker imamo postopek, v katerem so revidiranci res stalno vključeni. Od začetka do konca. Že ko zbiramo dokaze in ko začenjamo ugotavljati, kaj je narobe, so vključeni s pojasnili, potem prehajamo v fazo osnutka poročila, na katerega lahko dajo pripombe, je razčiščevalni sestanek, na katerem sodeluje revidiranc, razčiščujemo vse stvari, ki so more biti sporne. Potem je še ena faza predloga revizijskega poročila, kjer lahko ugovarja revidiranc na senat. Skratka, na koncu v tistem končnem poročilu niso stvari, ki jih je Računsko sodišče pogledalo in kar napisalo. To so stvari, ki so res z revidiranci večkrat razčiščene. Potem pa seveda komentarji, ki pridajo, so pogosto komentarji, ki smo jih mi v tem postopku večkrat slišali, ne, in jih podrobno proučili in stojimo še vedno kljub vsemu temu za tem, kar smo ugotovili. Ker mi jemljemo to, kar je napisano v zakonu o Računskem sodišču, da aktov, s katerimi Računsko sodišče izvaja svojo revizijsko pristojnost, ni dopustno izpodbijati pred sodišči. Tega mi ne jemljemo kot neko karto, da lahko napišemo pa zdaj karkoli, ampak jemljemo kot eno res veliko odgovornost, da je tisto, kar v naših poročilih piše, res, da je to preverjeno in da za tem stojimo. Odzivi pa vedno bodo. Ne? Ampak po drugi strani, če rečem pa to, da se uporabljajo, bom rekel pa potem naše ugotovitve za neke politične utemeljevanja nekih idej, nekih rešitev, ki jih nekdo želi, si pa po drugi strani lahko tudi štejemo na nek način, lahko rečemo čast. Ne? Ker vendarle, ko nas rabijo, pa Računsko sodišče je tisto, ki ga smatrajo kot strokovno in neodvisno in se njegovo ugotovitev, njegov argument zelo rado uporabi kot argument, dodaten argument pri nekih tudi v vašem letnem poročilu sem zaznala neko naivnost, bom spet uporabila ta izraz, ker v začetku piše, vaša predsednica se je v ta uvod podpisala, da ste bili soočeni z dejstvom, da vaša avtonomija, čeprav je zagotovljena neizbežna, dejansko se ne spoštuje. Kaj se vam je zgodilo, da ste ugotovili, da... No, Računsko sodišče ima neodvisen položaj zagotovljen že z ustavo. Ne? Da je del te neodvisnosti tudi finančna neodvisnost, je pa presodilo tudi Ustavno sodišče v eni od svojih odločb pred 4-5 leti. V prejšnjem letu smo bili soočeni s tem, da smo se tako kot vedno v nekih usklajevanjih z Ministrstvom za finance uskladili za naš finančni načrt za leto 2025. Potrdila ga je tudi vlada. Potem, ko je pa to prišlo v parlament, je pa skozi neko amandma koalicije, ki je bil seveda usklajen z vlado, ne, nam je bil kar precejšen del teh sredstev odvzet. Druga taka situacija, ki se je tudi zgodila lani, je bilo pa vrednotenje funkcij na Računskem sodišču. Mi imamo v zakonu o Računskem sodišču zelo jasno določena razmerja plač funkcionarjev s plačami funkcionarjev na Ustavnem sodišču. Ampak kljub vsem našim naporom v postopkih določanja oziroma usklajevanja tega novega zakona o sistemu plač v javnem sektorju, naših individualnih pa tudi
skupnih naporov, ki smo jih z drugimi neodvisnimi organi v to vlagali, ta naša stališča niso bila slišana. Ampak to potem posledično ne gre zdaj za plače funkcionarjev na Računskem sodišču. To posledično pomeni, da mi tudi naše javne uslužbence ne moramo uvrstiti ustrezno visoko. To je pa tisti naš ključen resurs. Upali oceni, da je to posledica političnih pritiskov na vaše delo? Ne bi želel špekulirati. Bom rekel, upam, da ne. Čeprav, saj smo povedali, ne gre enak priokus ob tem, da je to ravno v času, ko so se neke, bom rekel, odmevne naše odločitve pojavile, pa ostaja. No. Ampak računam, da bo letos drugače. Gospod Šumi, povejte, kdaj bo protikorupcijska komisija odločila vsaj o aferi Karigador, ker ta se recimo ne zdi tako zahtevna. Čeprav ste rekli v zadnjem intervjuju, ki ste ga imeli za Radio Slovenija, da ni vse odvisno od vas. Ne? Pričakujete, da bo gospod Robert Golob s svojim pravnim zastopnikom zavlačeval, tako kot je recimo v primeru prijave Tatjane Bobnar? No in v tem intervjuju smo tudi, oziroma sem ti javno povedal, kaj si mislimo o tem, kako se relativizirajo naše ugotovitve priporočila. Tako da, če najprej repliciram na vaš predhodni odgovor oziroma komentar, ne, ni res, ne pozivamo samo to, da se gre gledati na našo spletno stran, ampak tudi na spletno stran. In kar se tiče konkretnih postopkov, dejstvo je, da mi si želimo, da se končajo najhitreje, kot je možno. Nismo pa pravzaprav mi tisti, ki lahko sami diktiramo tempo, ker ravno tako kot Računsko sodišče imamo tudi mi kar nekaj umestnih faz, a ne preden pride do končne odločitve, ampak te faze so vgrajene sistemsko v zakon in potem v postopek z enim samim razlogom z vidika zagotavljanja pravic obravnavanim osebam, da ne pride do tega, da pač niso soočeni oziroma da nimajo možnost se braniti, izvajati kontradiktornost, predlagati svojih prič. No, in v kateri fazi je zdaj afera? Zdaj je faza preiskave, kjer se pridobiva še tisto, kar je potrebno. Hkrati, še vedno pridobivate gradivo potem? Tisto, kar je še potrebno, v bistvu ima pa obravnavana oseba možnost pogleda v spis in potem tudi, da se sooči z morebitnimi pričami na zaslišanju pred senatom in tako dalje. Tako da zdaj, če vam prejudiciram nek rok, bo zagotovo rečen na pamet in zato tega ne bi. No, pa vendarle, recimo, želeli bi si, da se bo to do pomladi? Ne bi si želeli, da je to leto zaključeno. Zdaj tisto, kako bo pa to potem sprejeto na koncu, oziroma vsaka obravnavana oseba, koliko so ugotovitve pravnomočne in v njegovo škodo, mu seveda to možnost podbija tudi na upravnem sodišču. In v zadnjem obdobju je upravno sodišče se bolj pogosto tudi pač uporabljeno, oziroma to pravico imajo in tukaj zakaj pa ne. Če se ne strinjaš z ugotovitvami komisije oziroma pač spodbijaš naše ugotovitve pred sodiščem, je to popolnoma legalno in legitimno in tukaj nimamo nobenih težav. S tem je pa res postopek potem daljši, kar pa ljudje ne razumejo, da ne moreš čez noč odločiti o neki kršitvi, ker smo le v bistvu pravna država in tako mora biti. No, ta odločitev bo pomembna tudi zaradi tega, kot sem povedala uvodoma, ker je recimo gospod Vladimir Prebilič, ki se je odločil, da bo šel na slovenski politični parket svojo lastno stranko, eksplicitno dejal, da če bo protikorupcijska komisija ugotovila kršitve integritete v obeh primerih, ki jih imate, da ne bo sodeloval z Robertom Golobom v vladi. Torej bo vaša odločitev vplivala tudi na to, v katero smer se bo nagnila prihodnja vlada potem. To prepustimo politikom. Še eno vprašanje za oba, aktualno. Dejstvo je, da ima tako Računsko sodišče kot protikorupcijska komisija in tudi Agencija za varstvo konkurence, vsi trije ste varuhi javnega interesa, po zakonu lahko v katerikoli fazi postopka javnega naročanja ali izvedbe javnega naročila od naročnika zahtevate pojasnilo oziroma kopije posameznih dokumentov v zvezi tega javnega naročila. Ali je katera od vajenih institucij že kdaj to storila, ali se ne upate recimo v povroč krompir v ogenj, ko se odloča, ampak samo naknadno odločate o zadevah, gospod Šinigoj? Tukaj treba razumeti malo širši kontekst te določbe. Res zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja nam daje kot varuhom javnega interesa pač to pooblastilo, ki ste ga omenila, vendar potem
uveljavljati javni interes pri Državni revizijski komisiji, zato pa morajo biti izpolnjeni določeni pogoji. Ne? In te pogoji so takrat, ko nastane nevarnost za življenje in zdravje ljudi, nevarnost za javno varnost ali pa veliko oškodovanje javnih sredstev, oziroma gre za pomembna sredstva. Slednjega bi morda lahko našli. Ja, ampak zdaj, se strinjam, ampak rok za uveljavljanje tega javnega interesa je pa 45 delovnih dni od tega, ko si zvedel za neko potencialno kršitev. Na Računskem sodišču smo že odvedno na stališču, da mi lahko ugotavljamo izpolnjevanje enega od teh pogojev samo skozi revizijo. Ne moramo mi na podlagi ene pobude ali pa ene medijske objave presoditi, da gre za tak razlog in potem se iti ta postopek, ki nam ga zakon daje. To, da mi vedno izhajamo iz naših revizijskih ugotovitev, našo revizijo v tako relativno kratkem času je pa praktično nemogoče narediti. Mi smo do zdaj 2-krat uveljavljali ta javni interes. Lahko, v letu 2021 smo to v primeru javnega naročila Lekarniške zbornice za naročilo zdravil za javne zavode in v letu 2022 v primeru podelitve koncesij za javni linijski prevoz potnika, avtobusne prevoze. Obakrat uspeli tudi, ampak v obeh primerih smo imeli, bom rekel, osnovo v naših preteklih revizijah. Poznali smo dovolj dejstev, da smo lahko ocenili, da tukaj gre za izpolnjevanje enega od teh pogojev. Smo tudi šli, vložili zahtevek in uspeli pri Državni revizijski komisiji. Tudi zdaj nas razumeti, da bomo spremljali, govorimo verjetno o vseh treh, ne samo o Računskem sodišču, da bomo vse to spremljali in skočili ob vsaki stvari, ki se nam bo zdela, ni niti to namen, mi ga tako ne razumemo zakona, ne? Je ena možnost, ki jo uporabiš takrat, ko res poznaš enega od teh razlogov in ga lahko utemeliš in potem greš izkoristiš to možnost, ki jo zakon daje. Teda, mislim, da gre v zadnjem času, vsaj kar se nas tiče, vidimo tudi malo za mogoče izkoriščanje tega instituta strani naročnikov, ne? Recimo neizbranih takse so zelo visoke, ne? Če želiš sam iti na Državno revizijsko komisijo z revizijskim zahtevkom, pa se potem tu pošle nam in se nam skuša skozi to, kar imamo po 6. členu zakona, nam, da mi to naredimo namesto v narekovajih ponudnika. Ne? Tako da ta kontekst tega je širši, ne moramo mi kot varuhi skakati na vsako medijsko objavo, na vsak zaznano tveganje, ki nam od nekje pride. Moramo mi res priti sami do tega skozi naše delo, da se lahko potem odločimo za ta postopek. Ja, se strinjam, bi samo to dodal, ne, mi smo lansko leto skupaj z AVK-jem, se pravi Računsko, mi in AVK dali pobudo vladi, da se spremeni ta ureditev, ne, ker je pač točno takšna, kot jo je kolega opisal. S tem, da mi smo potem še šli korak naprej in stalno opozarjamo, da je potrebno regulirati predhodno fazo, preden pride do postopka, ki začne teči po zakonu o javnem naročanju, ki to korigira. Namreč tam se vse lahko dogovori, tam se določijo tudi karakteristike, tam se pravzaprav pač tudi vzpostavljajo ali pa ustvarjajo pobude, če želite. In iz tega naslova smo tudi to vključili v naš predlog vladi na področju velikih infrastrukturnih projektov, ko smo predlagali, da se pač tudi povezavi z jedrsko elektrarno Krško pač sprejme zakon, ki bo določal, kako in kaj je treba vse te faze pač narediti maksimalno transparentne, vključujoče s strokovnjaki in pa civilno družbo. S tem, da v tej sami predhodni fazi, ne moram reči, da je že kar nekaj pogovora bilo na to temo, tudi se pridajo pozanimati razni, kako bi to bilo možno. Absolutno je možno ukrepiti transparentnost, absolutno je možno v bistvu tako imenovano sivo cono, ki jo ureja lobiranje, recimo, ker lobiranje je v samem postopku javnega naročanja prepovedano, medtem ko takrat, ko pa se začne, je pa dovoljeno, ampak če je pač skrito, potem to ni transparentno in je na naročniku, da poskrbi za transparentnost. Ker ponudniki bodo vedno iskali najlažjo pot, in pač interes je povsem skupen. Tam je velika količina denarja, običajno, če pogledamo zdravstvo, infrastruktura in tako dalje. In to je utopija, da bi pričakovali, da bi že sama regulacija pravzaprav rešila problem. Eno je usposabljanje, ki ga bodo izvajali, oziroma Javno-naročniška akademija, če se ne motim, se tako reče, je ali bo vzpostavljena, kjer se bo usposabljala ljudi, ki izvajajo javna naročila, ampak to je en del, tisti, ki potem pač peljajo postopek javnega naročanja. Ampak naročnik
poslovodcu oziroma tisti, ki odloča o tem, da gre v sam postopek, je pa odgovoren in to z lastnim pač delovanjem in tukaj pride do izraza integriteta, odgovornosti in pa javno dobro, da veš, da tukaj ne smeš za svoj interes pač izkoriščati teh predhodnih dogovorov, potem pa vse poteka legalno, ne? In veste, z revizijo naknadno je zelo težko poseči, koliko ti nimaš argumentov po faktu, da je šlo tam kaj narobe. Ne? Gospod Činigoj, te dni je aktualne, oziroma že kar nekaj tednov so aktualen sistem Slovenskih železnic. Sedaj poteka v bistvu zunanja revizija poslovanja, dogajale so se zelo nenavadne stvari, verjetno poznate, o čem govorim, v bistvu izdajali so se računi za posle, ki niso bili upravljeni. Kako to, da Računsko sodišče 12 ali 13 let ni pogledalo Slovenskih železnic? Gre za tako močne igralce, ki se jih bojite, močne tako, ker pač delijo službe politiki na levo in desno, v Slovenskih železnicah se najde marsikaj, tudi recimo medije se sponzorira in tako naprej. No, mi se nikogar ne bojimo, ne? To za začetek. Mi smo zadnjo revizijo v Slovenskih železnicah zaključili leta 2018, mislim, da smo potem še v letu 2019 izdajali porevizijsko poročilo, tudi ni ravno tako dolgo. Obdobje predtem smo pa mislim, da bili 5-krat ali 6-krat že vsaj z revizijami v sistemu Slovenskih železnic. In zagotovo so Slovenske železnice na našem radarju vedno, ampak treba je nekaj razumeti. Mi smo nadzorniki javne porabe, kar pomeni, da pokrivamo eno zelo široko področje delovanja države, družb, državnih zavodov, občin in tako naprej. Naši omejeni resursi so taki, kot so, in jih moramo pač v vsa ta področja in te revidirance razporejati. In se res trudimo, da smo prisotni povsod. In družbe v državni lasti so eno od pomembnih področij, ki mu namenjamo precej naših resursov. V zadnjih 2-3 letih smo revidirali DRI, Telekom, Pošto, kar nekaj javnih podjetij in tako naprej. Tako da bi si želeli biti večkrat tudi v železnicah in tudi bomo še v železnicah zagotovo, vam pa zagotavljam, da ta dejanja oziroma te dogajanja, ki se zdaj dogajajo, budno spremljamo prek medijskih objav, prek tudi pobud, ki so že prišle na naš naslov, pa tudi kakšnih drugih kanalov, ki jih imamo. Zdaj, kdaj, kako, če bo in kdaj bo revizija Slovenskih železnic, vam pa žal ne morem konkretno reči, ker veste, da je naš program dela, dokler ne izdamo sklepa o začetku revizije, pač zaupan po zakonu. Dajte povedati nekaj statistike, ne? Ker rekli ste, da se ne boste odzivali oziroma se ne odzivate na medijske pojave, na medijske pač objave, niti ne na to, da bi nekateri interesenti, ki bi radi dobili delo na javnih naročilih, privarčevali in bi namesto njih upravili vi njihov naročil. Koliko pobud dobite? Kako pač se sploh odločite, v kaj boste šli? Zdaj, to, kar sem rekel, da se ne odzivamo, je bilo v kontekstu, da ne moramo samo na podlagi neke pobude ali pa neke medijske objave uveljavljati javnega interesa po zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Druga stvar je pa pobude, ki jih prejemamo na Računsko sodišče, pa tudi medijske objave, ki jih redno spremljamo. Recimo pobude politikov vam grejo na živce, to se je videlo v aferi Stirita. Mi smo v letu 2024 prejeli preko 300 pobud, ki smo jih natančno proučili vse, moramo povedati, da so zelo različne. Ne? Dobiš pobudo v občini X kradejo, ne? Pika, preverite, ne? S tako pobudo si kaj veliko pomagati ne moramo, dobivamo pa tudi zelo obrazložene, dokumentirane in tako naprej pobude. Ampak resno vzamemo vse, jih obravnavamo, moramo se pa zavedati, ne? 50 do 60 nekako revizijskih poročil v povprečju je kapaciteta, ki jo Računsko sodišče skozi zadnja leta lahko naredi. Ne? In moramo se zelo skrbno odločati, katerih je tistih 50-60 projektov, ki se jih gremo, pri čemer moramo vedeti, da imamo kar nekaj tudi obveznih revizij pač po zakonu, našemu Računskem sodišču, pa še kakšnem drugem. Potem moramo upoštevati 5 obvezno pobud, ki jih prejmemo iz Državnega zbora. Potem se pa seveda odločamo, koliko in katere od teh ostalih pobud, ki jih dobivamo, pa iz zelo različnih virov, od fizičnih oseb, od občin, od javnih subjektov, zasebnih subjektov, zelo različno lahko upoštevamo. In zagotovo med temi 50-60 revizijami, ki jih letno naredimo, je poleg teh 5 pobud iz Državnega zbora, ki so obvezne, zagotovo, bom rekel, malo na pamet, no, ampak 10, 15 ali pa mogoče smiselno upoštevano celo še kakšna več v revizijah, ki jih pač izvajamo. Tudi dajemo temu seveda
zelo veliko pozornost in ustrezno težo pri odločanju za revizije. Kaj pa upoštevamo? Seveda upoštevamo pri izboru revizij, ki jih delamo, in pomembnost nekega področja z vidika sredstev ali pa pomena, z vidika koliko časa že nečesa nismo preverjali, z vidika aktualnosti te teme, z vidika zakonskih obvez, tudi z vidika ujemanja z našimi strateškimi cilji. Skratka, eno tako sito, ki ga tudi v letnem poročilu ponavadi vedno predstavimo, kako z teh pobud selekcioniramo oziroma sploh selekcioniramo ideje za revizije. Ali se morda spomnite, dolgo ste že na Računskem sodišču, kako je prišlo do odločitve, da se revidira nakupe zaščitne opreme v času COVID-a? To je bila zagotovo ena od revizij, ki jo je uporabila ena stran politike za pač svoje interese. Jaz ne bi rekel, da je uporabila, mogoče je želela. Se opravičujem, ker vas prekinjam. Nekdanji predsednik Računskega sodišča, gospod Vesel, je po mojem mnenju v tem primeru zelo politično deloval. Glejte, mogoče je bil to zunanji videz, mogoče je res bil zunanji videz, da želi ena opcija zdaj s to revizijo nekaj dosežiti. Jaz vam lahko povem, da ta revizija je bila izvedena na Računskem sodišču tako kot vse ostale. Strokovno, z vsemi standardi, z vsemi pravili, ki pri nas veljajo, in tisto, kar je na koncu pisalo v poročilu, za tistim smo stali. Ampak je vmes prišlo do prepira, ne? Dobro, bile so vmes neke zgodbe, ki jih jaz ne bi želel komentirati. Jaz mislim, da so bile bolj, bom rekel, neke osebne zgodbe kot zgodbe Računskega sodišča. Ampak zagotavljam vam lahko res toliko časa sem na Računskem sodišču na takih funkcijah, da na samo revizijo in na izsledke v tej reviziji to zagotovo ni vplivalo. Ampak zgodilo se je v bistvu, da je gospod Vesel oduzel pravico, da bi njegov namestnik podpisal tisto revizijo. Dobro, tle je to bilo osebno ali je to politično? Tle treba precej poznati tudi postopke pri nas, kako potekajo in tako naprej. Bolj je bil tu neki časovni vidik, ker so se stvari mal vlekle, ni bilo nekega vsebinskega ozadja, to vam lahko zagotovim. Je pa res, da ko ste vprašala za samo temo, zakaj smo šli v revizijo, to je bilo takrat čudno bi bilo, če ne bi šli. Mislim, da je bila to tema takrat tako aktualna, da je enostavno bilo potrebno odreagirati tudi z nas kot najvišjega varuha javnih financ in to ni bilo tudi nič posebnega. Mi smo ogromno v stikih s sorodnimi, mislim, z inštitucijami enakimi kot mi v drugih evropskih državah, se pravi z računskimi sodišči v Evropski uniji. Takrat so se vsi s tem ukvarjali, ker je situacija bila v vseh državah zelo podobna in takrat je bilo normalno, da se je preverjalo. Mogoče bolj in tudi to revizijo smo mi tako razumeli na koncu bolj z vidika tega, kaj lahko zdaj rečemo za nazaj v teh izrednih razmerah, je res težko biti potem, mi smo bili potem malo z neke distance, mogoče bolj pametni v narekovajih, ampak predvsem z naukom, kaj je treba narediti za naprej. Če se neka podobna situacija, kot se je takrat zgodila, nam zgodi v prihodnosti. Nimate pa informacije, kaj se je zgodilo, ne? Ker kot se je spomnil, je gospod Tomaž Vesel govoril, da je v tisti reviziji priplavalo na dan, da ne bi bilo, mislim, da 13 primerov morebitnih kaznivih dejanj. Ne? In to vprašanje je tudi za vas, gospod Šumi, ali imate vi podatke, kaj se potem zgodi, ko vi predate kakšne stvari policiji? No, jaz sem zdaj tle konkretno ne znam odgovoriti na to vprašanje, oziroma nimamo teh podatkov, lahko jih preverimo in vam jih sporočimo. Smo pa res mi v tej reviziji dali kar nekaj naznanil sumov kaznivega dejanja, ki so jih potem pač so bila obravnavana naprej. Ne? Ni bila pa dana kazenska ovadba, ne? To je pa razlika. Gospod Šumi, vi imate podatke, ko vi pač odkrijete kakšne nepravilnosti, predate policije primere? Zavzemamo se za to, da bi vedno imeli povratno informacijo. Zato tudi zaprošamo potem policijo, tožilstvo, v kakšnih fazah so določeni postopki. Tudi tisto, kar odstopimo, pa je bolj odmevno oziroma smo se sami ukvarjali, je vse v našem interesu. Ker namreč zdaj smo tudi letos vključili v letno poročilo statistiko policije, tožilstva, sodstva, da se v bistvu vidi celotno spiralo oziroma krog tega, kako pravzaprav je naslovljena korupcija v najširšem pomenu besede. Govorimo o korupcijskih kaznivih dejanjih, ker mi za to nismo pristojni, ko zaznamo sum, odstopimo dalje. Kar se tiče mask, tudi mi smo bili, mogoče, če se sam navežemo, lahko smo bili v tistem času aktivni, dejansko je bilo to v fokusu vseh institucij nadzornih, ki smo se s tem ukvarjali. Ne. Je pa dejstvo, da se odloča na podlagi dokazov, prič in ničesar drugega. Pogosto se zgodi, da so pričakovanja bodisi medijev ali pa javnosti pravzaprav
neživljenjska ali pa na podlagi nekih tudi umetno ustvarjenih lahko špekulacij pričakuje, da bomo državni organi odreagirali in obsodili tistega, ki je pač v interesu nekoga. Ne gre to tako. In tukaj se v bistvu je tudi skozi leta, lahko rečem, se je po mojih izkušnjah ustvarilo neko popačeno prepričanje, da smo državne institucije neučinkovite skozi to, neko v bistvu ne uresničujemo oziroma ne pravičimo teh pričakovanj določenega dela javnosti. No. In tukaj, recimo, če bi pustili institucijam delati svoje delo, pa se jih ne bi pravzaprav uviralo, zdaj govorim pa z vidika politike, oziroma tistih, ki imajo to možnost, bi bilo zagotovo stanje tudi z vidika percepcije boljše. Tako je pa kombinacija zdaj vsega tega, pravzaprav pripeljala v situacijo, ko se govori o brezzobosti, ne samo več nas, ampak kar posplošeno nadzornih institucij, pa temu ni tako. Mi imamo svoje poslanstvo, naredimo svoje delo, če je pa učink na koncu, je pa treba vprašati tiste, na kogar je ta učinek naslovljen, zakaj se ne prevzema odgovornost oziroma kje so sankcije. Gospod Šumi, omenili ste oziroma uporabili ste besedo oviralo, da se strani politike ne bi oviralo. A ste tukaj menili tudi na zadevo, ki je povezana z gospodom Robertom Golobom in prijavo Tatjane Bobnar? Ne, ker sem iz tega postopka izločen in tudi... To vem, ampak vendarle postopek traja res zelo dolgo. Ja, ali ne odstopa od povprečja? Ja, je daljši. Je pa dejstvo, da bojo morali moji sodelavci pojasniti, zakaj to časa trajalo, ko bo pač dokončna odločitev sprejeta. Jaz, kot sem seznanjen iz medijev, je v sklepni fazi. Tako da tukaj tudi mi, ko sodelujemo z drugimi državnimi organi, naprimer tožilstvom, policijo, smo tudi soodvisni, mi nismo pač v tem kontekstu, ne moramo po svoje iti, kar je popolnoma pravilno, čeprav mogoče kdaj nerazumljivo, ampak ta oviranja, veste, so tista, ko se ti recimo bodi si skozi zakonodajo, bodi si skozi proračun, bodi si skozi kadrovsko, ki je vezano na proračun, seveda politiko, onemogoča najučinkovitejše delovanje, določijo se te nove obveznosti, ne dajo ti zadostnih sredstev. Na ta način sem bolj mislil. Ko v bistvu institucija raste, dobiva nove pristojnosti, bi bilo po neki zdrav razumski presoji logično pričakovati, da bi bila vsaka oblast zainteresirana, da regulatorji delamo dobro, ker koristimo dobremu upravljanju. Za tisto drugo politično stran, ne za njihovo. Ja, zato je tisto narobe svet, ko pravzaprav je tukaj le drugače. Samo pogledajte en paradoks. Ko je KPK nastajala v letu 2004, bila ustanovljena, predhodno pa pač smo se pridruževali Evropski uniji, se je tudi to pač zelo lepo poklopilo. Mi smo nastali tudi iz teh razlogov. OECD, Greco in Združeni narodi in se to v bistvu so bile tudi nekako pobude, da se tak neodvisen organ ustanovi. No in potem se ga ustanovi, sprejme se zakon in to ga sprejme državni zbor, ampak pa ga pa ne bi izvajali v praksi. In tukaj pride do tega paradoksa, ko lahko tudi si potem resigniran, frustriran, ko rečeš, komu je zdaj to namen, da ovira namesto, da bi spodbujal, pokrepil zavest. Osebno podpiram vse politike, ki nagovarjajo transparentnost, integriteto in pa odgovornost, s tem, da imam visoko pričakovanje, da to potem v praksi bi uresničevali. Bom podala en svoj komentar. Prebrala sem recimo sporočilo za javnost, ki je bilo podano, ko ste letno poročilo predali predsednici Republike. V bistvu v njem ni opozoril nobenih na to, da prihaja do spregledov vaših priporočil. Samo neka kurtoazni stavki. Samo še tole, da ne bom pozabila. Rekli ste, da je zadeva Robert Golob, Tatjana Bobnar v sklepni fazi. Z medijev sem tudi sam tako obveščen. Ne bom vas konkretno vprašala, ker kot je znano, ste zaradi znanstva s Tatjano Bobnar iz tega izključeni. Ampak sklepna faza traja lahko koliko časa? Imamo kakšne, recimo, približne ocene? Ja, pogledajte, zdaj načeloma komisija bi morala v enem letu, če bi potekale zadeve dokaj normalno, zadevo končati. Potem, ko so daljše zahtevne študije premanskih, je bilo tako tudi 2 leti potem traja. Potem je pa na vrsti sodišče, ki pa lahko to obravnava tudi 10 let. Tako da tukaj je zelo težko reči, mi bi želeli, da bi bilo to hitrejše. Absolutno pa, kot rečeno, bojo morali moji sodelavci pojasniti, če vi boste vprašali, zakaj je toliko časa trajalo. Dejstvo pa je, da tudi obravnavana oseba lahko na drugi strani potem sama pojasni, kje so bile tukaj zadržki in zakaj niso bili. Ampak to je vedno tako. Državni organ je omejen pri svojem komuniciranju, ker mi se moramo vedno lotiti vsakega nagovarjanja z profesionalnega pogleda. Mi ne moramo zapasti. Medijem je lažje. Ja, in tudi politikom pa sploh ne. In tukaj je velik
razkorak med političnim populizmom pa med strokovno diskusijo in pogosto tukaj ne moreš biti ekvivalenten sogovornik, če želiš v bistvu ohranjati profesionalnost. Čeprav tukaj bi politični populizem lahko našli pri gospodu Robertu Golobu in njegovih odzivih na vaše delo. Smo se odzvali na to, da pač to ni primerno. Primerno, ja. Imeli ste še eno, bi rekla, kar odmevno tako za medije, primer, ko ste v bistvu gospodu Zoranu Jankoviću, ljubljanskemu županu, izdali dovoljenje za to, da bo volontiral na Expo v Beogradu. Hkrati ste pa rekli, da boste, če se bo zgodilo karkoli spornega, o tem obveščeni. Od koga boste obveščeni? Pričakujete, da vas bo gospod Janković o svojih morebitnih spornih dejanjih obveščal? Kako boste obveščeni? Mi smo naslednji dan, ko je bilo izdano dovoljenje, dobili prijavo za to razstavo, v kateri v bistvu ste mediji pisali. Mislite ta maketo, ja. Mi bomo za vsak primer zagotovo obveščeni. Pravi strani javnosti. Ja, tako, oziroma ljudi, ki mu gledajo pod prste, in to je tisti nadzor civilne družbe, če želite, ali pa tudi dela politike, ki bo konstantno lahko informiral našo institucijo in potem bomo mi pogledali, ali je skladno z dovoljenjem ali ni skladno z dovoljenjem. In imamo tudi drugo plat zgodbe, ki je pač manj javno znana. Imamo pač ljudi, ki se zgražajo o tem, zakaj smo postavili omejitve, da bi moral dobiti pravzaprav popolno dovoljenje. Kdo se pa zgraža, ker v bistvu večina ljudi, ali pa tisto, kar sem jaz videla, mogoče svojega mehurčka plenskega, so se ljudje čudili, kakšno merila in pogoje ste postavili. Poglejte, profesionalne, tukaj ni važno, kdo je ta človek, ki je to dovoljenje dobil, in bi odločili tudi, če bi bil prvak opozicije v tej vlogi. Absolutno je tukaj kriterij zakon in pogoji, ki jih določa zakon, in če so izpolnjeni, mi nimamo potem diskrecije, da bomo na podlagi osebe rekli, ne, njemu pa ne. Kaj bi pa lahko bilo narobe, oziroma kaj je očitano v prijavi, da je ljubljanski župan razstavil maketo beogradskega Expa v... To preverjamo. Dejstvo pa je, da omejitve veljajo od izdaje dovoljenja naprej. Se pravi, ko je bilo izdano od takrat naprej. Ta maketa je bila postavljena kdaj, ne veste? Ne. Prebrala sem še eno zanimivo stvar v letnem poročilu. Napisali ste, gospod Šumi, da je sodišče lani že v 5. primeru potrdilo, da gre za kršitev integritete, ko uradna oseba v zasebni zadevi pooblasti odvetniško družbo, ki hkrati v isti zadevi že zastopa subjekt javnega sektorja, v katerem ta oseba dela. Povedali mogoče kakšen konkreten primer? Ja, in lahko, in vse so prestale tudi sodno presojo, ker namreč ne samo naše stališče, ampak tudi stališče oziroma odločitev pravnega sodišča je, da ima lahko vsaka oseba, se pravi obravnavana oseba, ima lahko več odvetnikov. Samo isti odvetnik oziroma odvetniška pisarna, če želite, pa ne more hkrati zastopati interesa recimo občine in pa potem župana, ko je on v ločenem postopku pred, naprimer, državnim organom kot komisije. No, to so bile lokalne zadeve? Tako, vsi so bili župani in tam se v bistvu takoj pojavil. Poveste kakšno konkretno ime ali pa občino? Bi predlagal, da si to, da ne bi izpostavljal koga, pač pogledate, zato ker je to vse javno objavljeno. Dejstvo je, da je tukaj prišlo vedno v navzkrižje, da je župan tudi enkrat v postopku pred našo komisijo, ko je pač bil v postopku vzel isto odvetniško pisarno, ki bi morala zgolj in samo braniti interes občine. In se je pojavilo navzkrižje interesov in to je pač ta kršitev. Vprašanje za oba. Kaj pa recimo gospod Stojan Zdolšek, ki zastopa gospoda Roberta Goloba v zadevi pred protikorupcijsko komisijo, se da mogoče ugotoviti kakšno nasprotje interesov, da potem ta isti odvetnik vodi skupščine državnih družb, ali je to pač ni nič takšnega? Zdaj, konkretno primer res težko komentiram. Potem pa pozabite na imena, ki sem jih omenila. Lahko rečem na načelni ravni, pa tudi zdaj, ko sem poslušal gospoda Šumija, preveč se pričakuje, se mi zdi kot javnost, kot mediji, tudi kot občani, državljani od nadzornih inštitucij, da nekaj dosežejo. Mislim, da je treba res v tej državi dvigati ten nivo zavedanja, ene kulture, ene integritete in tako naprej, ki bo pripeljala do tega, da se taki dogodki sploh ne bi več dogajali in da se sploh to ne pride do nadzornih inštitucij in da morajo o takih konfliktih interesov odločati. To je nekaj, kar je
Zame, pa verjetno še za marsikoga samo po sebi umevno, da določene stvari ne gredo skupaj. Ne? In je logično brez predpisov. Ne? Tako da mislim, da je to zavedanje tisto ključno. Kaj to pomeni, da oblast kvari ljudi, ker recimo meni se tudi zdi popolnoma nemogoče, da bi zlorabila tako svojo funkcijo. Ne bom rekel, da oblast kvari ljudi, mogoče je samo treba malo več enega kmečkega razmišljanja, ko se odloča o določenih stvarih, kot so te, ki jih omenjate. Še za eno mnenje vas bom prosila, ker ste rekli pač v bistvu, da pričakujete, da bodo ljudje bolj pošteni. A ne? Verjetno nekaj je mogoče tudi preventivno delovanje, vzgoja, to, za kar ste se vi zadali kot prioriteto, ne, gospod Šumi. Ampak me zanima vajno mnenje glede predloga Anžeta Logarja oziroma demokratov, njegove stranke, ki pravi, da bi bilo potreba ustanoviti tudi pri nas nek organ po vzoru hrvaškega USKOK-a in da bi finančno policijo po italijanskem modelu in da bi imeli tudi državnega sekretarja za boj proti korupciji. Ali menite, da bi te formalne spremembe kakorkoli spremenile obnašanje in ravnanje z javnim denarjem in po tej logiki imamo lahko tudi ministra za boj proti korupciji. Veste, če se v praksi ne bo izboljšalo, kar se tiče hitrosti oziroma tudi samega sankcioniranja in pa pravočasnega prevzemanja odgovornosti, predvsem na strani tistih, ki so obravnavane osebe, ne da čakajo v bistvu pravnomočnost, ki potem pride za sodno odločbo po 10 letih. Ali pa dokler ne bo prevladalo zavedanje, da zgledovanje poteka od zgoraj navzdol. Predstavljamo si družino, pustimo politiko malo ob strani. Oče in mama določata zgled, kako pravzaprav se ravna in otroci posnimajo in tako je tukaj, če si ti na vrhu, če si na vrhu piramide v upravljanju države in svojim zgledom kažeš, kako je treba bodisi banalizirati, ignorirati ali pa ne nazadnje diskreditirati institucije, kakšen zgled daješ to navzdol. In tukaj se to ne bo spremenilo, mi lahko stanemo, kar želimo. Ne bomo politične kulture na ta način spremenili, ja, ne? Se lahko samo popolnoma strinjam. To je to, o čemer sem prej govoril. Neko zavedanje, neko lastno razmišljanje, neka lastna presoja in seveda zgled ravnanja z vrha navzdol. Ni pomembno, kako se organ kliče. Vsi imamo organe, ki naslavljajo oziroma ki pokrivajo ta področja. Ne vem, če rabimo nove organe, rabimo neko zavedanje v družbi. Prevzemanje odgovornosti oziroma kaj je tisto, kar je sprejemljivo in kaj ni. To je tisto, kar sem prej omenjal z vidika, bom rekel, nekaj bolj v narekovajih. Kaj pa vloga medijev pri tem, ne? Pri teh pričakovanjih? Vi sami ste bili, gospod Šumi, deležni diskreditacije za enega medija, ki je zelo blizu krogu Roberta Goloba. Kolikšno moč ali pa kakšna so vajna pričakovanja od medijev, ne? Ker recimo lahko boste vi ugotovili kakšne slabe stvari ali pa tudi vi pri teh 2 revizijah, ki sem jih omenila na začetku, če bodo mediji po svoje interpretirali ali pa morda tudi napačno interpretirali, tudi ni za pričakovati. Hočem povedati, da je verjetno tudi velika vloga medijev pri teh zadevah, a ne? In tukaj je treba, tukaj moram povedati, da ne samo z tega kroga, tudi v bistvu prejšnji vladi z drugega kroga medijev je bil identičen pristop diskreditacije oziroma pravzaprav banaliziranja, ignoriranja in pa posmeha, če želite, pozivanja k ukinjanju in tako dalje. Zdaj, jaz stremim k profesionalnosti. Mi ravno tako odločamo na senatu na podlagi izhodišč oziroma ugotovitev strokovne službe. Svoje delo pravimo in ga bomo. Če to smatrajo kot obliko pritiska, se motijo. Je včasih težko, v bistvu, ker smo samo ljudje, ne? Ko pač bereš o sebi in ne vem kaj še vse, ampak na drugi strani treba iti naprej. In če pravzaprav je to njihov namen, da se diskreditira, da se legitimizira za svoj krog volivcev, ne? Da pač je neka institucija pač neprofesionalna in se s tem potem populistično, samo populistično nagovarja svoje volivce, potem je to njihov odnos do pravne države in tako dalje. No, ko se bo to spremenilo, to je tudi povezano s prejšnjim vprašanjem in odgovorom, takrat se bodo zadeve začele korigirati in kritika mora biti našega dela. Vedno mora biti, če smo mi nekaj naredili narobe in zato imamo sodne presoje.
In tudi obravnavane osebe lahko vedno rečejo v svoj zagovor, da neko delo ni bilo profesionalno opravljeno. Ampak kdo je tisti, ki to presoja? To je zopet sodišče, ki na koncu ugotovi, da smo mi naredili narobe. Ali pa če bi imeli dvojne vatle, kot se rado reče, ne? Potem zopet v bistvu se da to z revizijo pogledati. Kje so tukaj dokazi? Tukaj so samo natolcevanja. In to se konstantno počne leta in se je prijelo. In nihče ne odgovarja za to. Gospod Šinigoj, ste razočarani nad mediji, nad levimi in desnimi? Ne moram reči, da smo včasih lahko razočarani pri kakšnih pisanjih, ampak vendarle mi medije jemljemo prvič kot en naš velik pripomoček pri delu, ker nam veliko stvari tudi od medijev dobimo in spoznamo in se začnemo pač spremljati potem neko področje in lahko to tudi na nek način privede potem do revizije. Tako da nam so en pomemben vir informacij, so tudi eno pomembno ogledalo našega dela, ampak relativno malo je tistih primerov, kjer bi naše delo potem presojali na tak način, kot ga je zdaj opisal gospod Šumi, z nekim diskreditiranjem in tako naprej. Prosim? Mogoče še prijete na vrsto. Smo pa deležni tudi mi, seveda, nekih medijskih poskusov, napadov. Pa minimiziranja naših ugotovitev in tako naprej, ampak to sem že prej na začetku rekel. Stojimo za strokovnostjo vsega, za neodvisnostjo presoj, ki jih imamo. Nikoli ni nobena naša presoja politično motivirana, to vam lahko zagotovim 100%, da pa nekaj od medijev pride nazaj tudi v neki obliki, ki nam ni všeč včasih, je pač nekaj, kar moraš sprejeti na funkciji oziroma v inštituciji, v kateri deluješ. Je pa res, da znajo pa mediji, moram reči, tudi v določenih situacijah razumeti stanje, recimo ta naša, ki smo jo prej omenjali, ta odzem sredstev v lanskem letu, praktično ni bilo medija, pa če jih karakterizirate neke leve ali pa desne ali pa kakorkoli, ni bilo medija, ki bi se postavil v bistvu na kakršen način proti računskemu sodišču. So prepoznali tudi verjetno skozi našo komunikacijo, ki smo jo takrat naredili, kaj je bilo storjeno in da je treba zagotavljati neodvisnost inštitucij in jim pustiti, da delajo. Tako da, se pravim, so mediji na nek način pogosto neka podpora našemu delu, neko ogledalo našega dela, včasih pa se zgodijo tudi taki primeri in takrat je treba pač to bi samo v zakup. Drži in mediji ste zagotovo zaveznik neodvisnih institucij, ko pravzaprav promovirate naše delo in zahtevate odgovornost, ko se dokaže neka anomalija oziroma nepravilnost na takrat, ko se pravzaprav poroča o tem, kaj mi delamo, takrat smo slišani. In to je tudi, kar se tiče naše institucije, popolnoma jasno in zato tudi redno sodelujemo in dobro sodelujemo z večino medijev. Ampak to, ko sem prej govoril, velja za tako imenovanje tiste, ki so bolj pripadni aktualnemu ali pa predhodno aktualnemu režimu. Gospod Šumi, ko ste bili prejšnji teden, mislim, da 10 dni nazaj nekaj v tem obdobju ste bili na radiju in so vas vprašali, vas je kolega Celestino vprašal, ali boste kandidirali še enkrat za predsednika protikorupcijske komisije, se opravičujem, in niste hoteli odgovoriti. Jaz vas ne bom vprašala tega, ampak nekaj drugega. Ker se špekulira, da bi vas znala zanimati politika, me zanima, ali obstaja možnost, da se boste odločili ne več za preventivno delovanje na področju boja proti korupciji, ampak za aktivno odločevalsko funkcijo. Oziroma, ali obstaja možnost, da boste vstopili v politiko? Zanimivo vprašanje. Jaz se bom o tem, ali bom še enkrat kandidiral ali ne, govorim za KPK odločil do jeseni. To sem že rekla. Da ne želite odgovoriti. Zato ne razmišljam o politiki, to sem hotel odgovoriti. Jaz pač prihajam iz policije, tam me čaka služba. Absolutno je to nekomu koristilo, da je spustil v eter, da sem jaz povezan in da se na mene računa. Bom vam pa čisto človeško povedal. Jaz imam pred sabo še kariero. Jaz ne vem, kako se bom odločil drugo leto, čez 2 leti, 3 leta in če vam danes rečem, da me nikoli ne bo zanimalo, bom tak pač pojedel svoje besede, zato vam ne bom odgovoril na to, ker ne vem, kaj bo takrat. Ta trenutek pa ne razmišljam o politiki. To je vse, kar vam lahko povem. Dobro, se vam zahvaljujem za vajne misli in besede v tokratnem središču. Vam pa hvala za pozornost. Vidimo se spet proti koncu poletja.